Ljudje, vse se je skopalo name. Ni luštno, če bi rekel, da uživam, bi se vam zlagal, kakor pes teče. Eni ste mi že pisali, ne jambrej. Ne jambram, sem povedal, bom tako, kaj je. In jaz, da sem najdel to železniško postajo, sem že prehodil 6 km sigurno. In sem že žul dubu. Še preden sem začel, sem že žul dubu. Fino. Tu sem najbrž jaz edini fenomen, ki mu je ratalo, prej je začel kamino hoditi, da je žul dubu. Evo, spalnica pa takole zgleda. 8 nas je noter, 4 pogradi. Jaz sem zamudil, da bi spodenga dubu, tako da je moj tale. Ampak sem čisto zadovoljen. Lejte, čisto super je. Tukaj pogled na ulico, lejte, gor kako lepo, dol po ulici. Nisem vam povedal, kakšen fini občutek, ko se stuširaš po 2 dneh. Pa še vam povem. Jaz sem dal tukaj za liter vode 4 evre. Se pravi, za liter vode sem dal tukaj, kot v Sloveniji, za dobra 2 litra benzina. Tako da tukaj so cene nore. Tamle so bile breskve 6 evrov kila pa to. Ljudje, odhajam na kamino, zamujam, vlak bom zamudil. Ampak od suhca se pa še moram posloviti. Moj zlati suhec, kako te bom pogrešal. Sledite me, naročite se na moj YouTube kanal, pa spremljajte to mojo neverjetno avanturo. Evo me na železniški postaji. Začelo se slabo. Tukaj je šlo na tesno s cajtom, da me je mogla mama pelati. Tako da sem mislil, da bom že 300 metrov naredil, pa jih nisem. Nazadnje sem se z vlakom pelal 2011, ko sem šel v Ukrajino, sem štartal z tele postaje. Zanimiva izkušnja. Evo, danes po 15 letih pa spet, pa še na veliko bolj zanimivo izkušnjo. Zdaj moje potovanje po kaminu oziroma mojo pot lahko spremljate skoraj v živo na Instagramu, v storijih, tako da če me še ne sledite, me zasledite. Najdete me po Tomaž Gorec. Jaz vam obljubljam veliko zanimivih stvari, pa kar je najbolj važno, jaz bom točno tak, ki sem. Ko me bo vse bolelo, bom jambral, ko bom vesel, ne bom fake igral. Joj, kuh sem super, v resnici bi pa naraj se doma znajdel. Tak sem jaz, nekateri me ravno zaradi tega sledite, nekateri pravite, da pa samo jambram. Tudi jambram, ampak jaz sem tak, ki sem. Neč, čakamo vlak. Pot z vlakom do Ljubljane je bila čisto super, zdaj pa tukaj pred hotel Lev čakam Go Opti, da me odpelje naprej do Trsta. Tole smo pa na letališču v Trstu, se vkrcujemo, grem za Bruselj, potem pa naprej. Prispel v Bruselj, ura je 10 po noč, naslednji let imam šele zjutraj ob 8, tako da bom noč preživel na letališču, ampak drugače ne gre. Super, zdaj sem se pa zgubil tukaj na letališču, ne vem kam iti, sem si pomagal z umetno inteligenco, z vsem. In bi tukaj je en security check, ampak so vrata zaprte. Tako da pojma nimam kam, kako, ampak gledajte, cajta imam dosti, tako da se bom znajdel. Zdaj sem ugotovil, v čemu je problem. Tukaj se letališče tam okoli 11. ure zapre, ker po noč ni poletov. In zdaj ne morem jaz tam počakati na unem delu, ko greš preko te kontrole pa tako naprej.
Tako da zdaj čakam tukaj v enem takem malo čudnem placu. Komaj sem tukaj dobil sedež, da sem se vsul. Zaspati se ne upam, da mi ne bo kdo kaj ukral. Pa tudi sej ne bi mogel tle zaspati na teh stolih, tako da bom noč prebedel verjeten. Oziroma ob ene 3, pol 4, pa najkasneje ob 4 bojo odprli tisti security check in bom šel jaz tja in da pol pridem noter, ker tam bo vse po mojem veliko boljš kakor tukaj. Pač lejte, ni luštno noč preživeti na letališču, ampak če hočeš nekaj doživeti, tudi to pride, ne? Je pa zdaj, bo kdo rekel, zakaj nisem letala vzel drugače. Ne, to je glih prav sem ga jaz vzel, ker je zadeva taka, da je pa super, ko pridem ob 9:30 že kaj v en francoski mest, pol imam pa še 100 km z vlakom do izhodišča, da bom kmalu popoldne prišel v ta izhodišče za Camino in da bom lepo umer se spočil, umer tisto romarsko listino potrdil, umer najdu nastanitev, umer se najedel, stuširal in tako naprej. Tako da sam tale noč moram iti, pa bo. Zdaj so se pa začeli neki prebujati. No, tudi jaz sem majčkeno zadremal. Tako po 5 minut, pa po 5 minut. Zdaj pa pogledati, če že tisti security check dela, pa da grem noter na kakšen bolj udoben mest. No, zdaj sem pa prispel v letališko stavbo. Že čakam tukaj na gejtu. Sicer bom čakal še dobre 3 urce, ampak važno, da dočakam in da dam še tole čez. Pol se pa zadiha. Zdaj, zakaj sem majčkeno živčen? Zato, ker imam ta ruzak majčkeno izven teh dimenzij, ki jih imaš lahko. Pa da ne bi slučajno kdo zakompliciral. Tudi živčen sem bil malo v Trstu, ampak je šlo vse normalno. Mislim, da bo tudi tukaj šlo, obstaja 1-2% možnosti, da bi kaj zakomplicirali. Ampak tudi tu ni pol take sile. Ene 70 € menda košta, ampak je na koncu vse okej. Drugače pa komaj čakam jutrišnjo jutro, da zalaufam v tisti klanec, prehodim 30 km in vidim, kje sem. Ker danes čisto nič ne vem, kje sem. 30 km ni težko prehoditi brez prtljage. Za nekem 13 kilom ali pa še več je to pa čisto druga zgodba. Tako da komaj čakam, da jutri začnem, pa da vidim, kje sem. Gremo na avion, lejte, pa še dež pada in tu fejst. Tako da kar gas. Evo, prispel v Francijo, tu je kraj Jar Ptic, nekaj tacga, se veste, s to slabo izgovarjam, tako da super, zdaj pa sam še do izhodiščne točke prevoz dobiti in to je to. Sem še vedno tukaj na letališču, zdaj smo imeli še celo to kontrolo pasušov in je bilo kar začakati.
Takole, ko prideš v en takle kraj, vidiš, kako imamo v Sloveniji kar stvari dobro poštimane, ne. Tole je tle kar tak mest, seveda, če ima letališče, ampak internet na telefonu, to je leta 96 boljš v Sloveniji delal. Mislim, to je res slabo. No, zdaj jaz moram si zrihtati prevoz do tega kraja, ki je izhodišče za Camino. Ena možnost je, da grem tle z avtobusom do centra mesta, do železniške postaje, potem pa z vlakom do izhodišča, ampak bi mogel še vmes presedati, pa tako naprej, ker malo zakomplicirano. Sem pa rekel, mogoče pa je tle kakšna firma voz dol ljudi, ker ta letališče je en tak izhodišče dober za Camino, ne. Tako da bom zdaj par teh firm poklical, pa videl, če se kaj da narediti, če imajo kakšen prevoz, če nimajo, bom šel pa lepo najprej z avtobusom, potem pa z vlakom. So tukaj kmetje, te informacije ne dela, mislim, žalostno res, tako da takole, če tle človek bil, ga vprašaš, vse zveš, tako pa nič ne veš. Tiste firme sem klical, ki nudijo prevoz, pa se noben ne oglas na telefonu, vsi neke tajnice, sem tudi sporočila pisal, noben ne nazaj ne odgovori. Zdaj sem se pa odločil, da grem z avtobusom in tle živa zmeda, pa ne samo, da jaz se nič ne znajdem, tudi drugi se ne znajdejo. Tamle na avtomatu kupujejo karte. Karto menda lahko kupiš tudi pol na avtobusu, tako je rekla umetna inteligenca. Ampak vidite, lejte, tamle piše, številka 21 bi mogla jeti. Piše tamle, pa piše tudi tle, pa je tamle prišla 21, pa je rekel, da ne, da tle. Zdaj pa ved, kaj čjo. Imam občutek, da bo jutri lažje hoditi, kakor danes se s tem avtobusi pa prevozi hecati, ne. Najbolj od vsega me pa jezi, da mi internet ne dela, ne. Oziroma dela tako, ke 95 v Sloveniji, tam, ke so bili še oni pi, ke je delalo. Nikamor nič ne pride, tako da še informacij ne moram iskati, ne. Noter v letališki stavbi pa isto imajo ta javen internet. Mislim, da tukaj dela. Tu je, mislim, res, zdaj ne bom pretiraval, ampak pred 10 letem je v Sloveniji tu boljš delalo. 100% sigurno, ne. Tako da, zdaj tle avtobus čakam, vsi so prišli že samo 21, ne, eni že dvakrat, en celo trikrat, 21, ki pa nucaš, pa ne pride. Noro, ljudje, noro. Ejte, tle sem jaz prišel na to postajo, vlak pa šele v 5. Tako da zdaj grem v en večji kraj, tle avtobus, ki bo prišel, in sicer bo isti vlak pol, ampak saj prestopati mi ne treba. Bom pa probal kakšno drugo varianto še iskati, bomo videli. Tole, pravimo, imamo v Sloveniji slapjaven prevoz, tle imajo še slabšega, res ga imajo. To sem pa zdaj v kraju Bajon. Tamle me je avtobus ven spustil in moram iti peš, tamle nekje na strani železniška postaja. Zdaj, če GPT mi pravi, da bo vlak prej, kakor je ona tam rekla. Bomo videli, kaj bo. Upam, da bo. Drugače pa ljudje so pa izredno prijazni. Ta prvi avtobusar, ki me je pelal, mi sploh ni hotel računati, je rekel, da je free zame, saj sem €40, ampak pač dober se ti zdi, no. Tale avtobusar je bil tudi ful prijazen, bi šel prekmalu dol, pa me je upozoril. Ona na železniški postaji je bila prijazna, tako da prijaznost pa je. Internet pa minus velik. Ne dela. Ljudje, vse se je skopalo name. Ni luštno, če bi rekel, da uživam, bi se vam zlagal, kakor pes teče. Eni ste mi že pisali, ne jambrej. Ne jambram, sem povedal bom tako, kaj je.
Glejte, tukaj internet ne dela, mobilen internet ne dela. Ne vem, v čem je problem. In jaz, da sem najdel to železniško postajo, sem že prehodil 6 km sigurno. In sem že žul dubu. Še preden sem začel, sem že žul dubu. Fino. Tu sem najbrž jaz edini fenomen, ki mu je ratalo, prej je začel kamino hoditi, da je žul dubu. No, le nekako, ko sem 10 ljudi vprašal, najdem to postajo. Pridem na postajo, pogledam vozni red, vidim 14:25, sem rekel, super, da no treba 17:45 ali 17:15 čakati, pa pol bi še prepozno prišel za na večerjo, pa še tisto listino moram potrditi, tisto romarsko, pa najbolj, da prej pridem na cilj, pa da se tudi malo stuširam, se ležen cajta nisem, pa tako naprej, ne. No, in pridem sem, eno žensko vprašam, kje karte kupim, je bila v uniformi, rekla kar tlele na aparatu. Mi pomaga, greva čez, ko treba plačati, kartica ne potegne. Seveda, jo imam zaklenjeno. Aha, jo bom odklenil. Ja, ne morem, če internet ne dela. Prav, sej, če lahko tudi z gotovino plačaš noter, pet not kolegici, sem že not kolegici, lepo povem za ta vlak, ne vem, sej jasno, če ti poveš kraj, da je tu ta prvi vlak, ki je, ne jutr, ne. In jaz tisto dobim, plačam, pogrem pa ven, se vsest mal, majico si preoblečem, si dam ono sušiti na sonce in pol pa nisem točno vedel, ob kateri uri gre ta vlak oziroma avtobus gre, ne gre vlak, zato ker vlaka ne bo, pa bojo avtobus dal. Sem rekel, pogledam, da slučajno ne bi kaj zamudil. In vidim 17:15 tam piše. Ni mi dala pravo karto. Letim jaz ka nazaj k njej, sem čisto mislil, čisto me je. Sem rekel, zdaj pa še tu. Letim nazaj, je rekel, ne, se je tu ta karta dobra. Dober, jaz zdaj ne vem čisto točno, a bo ta karta res dobra ali ne bo, dokler ne bom na avtobusu sedel, pa da ne bo avtobus pelal, oziroma da bom sedel, da bom šel tim mimo une kontrole. No, tu zdaj že vidi mene, boste rekli, jambraš, pa še začel nisi. Nič ne jambram, sem povem, kako je. Glejte, ni mi lepo, ne uživam, če bi tu rekel, bi se vam zlagal. Je pa, jo me tle človek reživciral z musko, mogo glih memjet, pa mi jo nabijat. Glih tle pri meni jo je mogo žgat. Upam, da se ne šliš. Zdaj sem tudi v tisti fazi, v tistem modu, da sem tečen. Če mi duh je začel težiti, ga kar na gobec mahnem najbrž. Mislim, tu ne bi, ampak zdražljiv sem, ne. No, v glavnem, kaj sem še hotel povedati, ne jambram, samo povem, kako je. Če bi jaz sem zdaj rekel, kako se imam fino, uživam, lejte, kako je fino kamino. A tu hočete od mene? Po mojem, da ne. Po mojem, hočete realno. Jambram pa nikakor ne nič. In če kdo misli, da slučajno obupujem, ker ste normalni ljudje, ali kaj vam je, jaz bom tale kamino do konca naredil. Sigurno ga bom. Če ne bo šlo po 30 km na dan, jih bo šlo pa po 15. 15 jih bo pa sigurno šlo. Lejte, bom pa ne vem. Sem že delal ene rezervne plane, ker veste, teh 6 km, ko sem hodil, veste, da me že malo rame bolijo. A zdaj pa 30, ne? Sem delal malo rezervne plane, sem rekel, morda pa manj hodil, bi pa kar knjigo začel pisati. Pa mogoče še fino, da bo tako. Lejte, se veste, jaz se držim unga pregovora, vse za nekaj dober. Lejte, tudi vse tu, kar se mi danes naredilo, je za nekaj dober, če ne drugega izkušnja. 100%. Tako da hvala Bogu, da je tako, kaj je. Obupal sigurno ne bom, če kdo že vesel bil. Tako da, nič. Gremo in še vedno komaj čakam jutrišnji dan, da probam, da vidim, kje sem,
Sej še ni konc tega dneva, se še kaj javim, boste videli zdaj, kako bo prenočišče, kako je kraj, ki se štarta, pa tako naprej. Neč, gremo zdaj samo, da bo ta avtobus. Drugače je pa voda, pol litra voda, od 2 evra pa pol do 4 evre. No, danes se bom bankrotiral, ne? Bankrotiral. A ja, pa še tu moram povedati. A se tu sem že povedal, ljudje so pa res prijazni, ne? So pa res prijazni, tako da. Ja, neč, zdaj pa grem, da mi na avtobusu šel. Sem raj 20 minut prej, ke pa 3 minute prej. Evo, ljudje, prispel Saint-Jean Pied du Port. Moram kar orenk misliti, da zgovorim. Tle sem se prebul sandale, da vidim, kako se v sandalah hodi. Vse v teh merelkah se super hodi. Sej tudi sandali so tudi merel. Ampak, veste, problem je, ker švicaš, ne. In če švicaš, takoj žul dobiš. Tako da zato bi jaz rad po tej vročini, je pa vročina tlele, čez 30 krepko. Tako da bi rad jaz hodil v sandalah, so pa ful mehki, samo da me ne bojo kje užulili. Zdaj grem pa v tis office, ki se moraš potrditi, da greš, ne. Še tle gledam, če so moje palce gor so. Pol pa v namestitu, tuš, večerja, spat. To je to. Gremo, drugače pa smo se malo pelali po tem kraju, ful lep. Mogoče sem še malo po kraju sprehodu, ker res je lep. Kot sem vam rekel, lep kraj tole, se bomo še sprehodili. Bil sem že v tisti pisarni, kjer sem dobil žig, da sem začel, da lahko nadaljujem. Danes je vroče, še jutri je pa nevihta napovedana. Tako da so celo neki govorili, da mogoče ne bom smel tu gorske ture, ki je veliko lepša, ki hočem imeti, ampak nekako nižinska. V glavnem gorska je veliko lepša, tako da jaz je bom kar šel. Zdaj pa grem najdeti namestitev, ki je tukaj čist blizu. Evo, tukaj bom nastanjen. Ful maj lepo, sicer bolj me zanima spalnica. Tukaj je pol fruštek pa večerja. Vidim, da ful stisnjeno. Tam je odzunaj vrt. Evo, spalnica pa takole zgleda. 8 nas je noter, 4 pogredi. Jaz sem zamudil, da bi spodenga dobil, tako da je moj tale. Ampak sem čisto zadovoljen. Glejte, čisto super je. Tukaj pogled na ulico, glejte, gor kako lepo dol po ulici. Super, samo veste kaj, imam pa problem, ker imam prenosnik s seboj pa razne stvari in se ne upam kar zadeve tako lepo stati. Oziroma jih bom mogel, sem bom skus mal v strahu pa živčen. Poglejte, kako je tole lepo. To je znameniti most na reki Nil, v tem Saint-Jean Pied du Port. Najbolj zanimiv je ta most, na katerem stojim. Bom šel pol nižji, pa bom ga pokazal. Tukaj se pol obzidje začne. Glejte, tamle je še en mostiček, se ga gre lahko tudi pogledati, bom šel. Pa vidite pol takole noter ulice. Jih je ful. No, iz tistega mosta tamle vam bom pol pokazal, pa boste videli, kako je lep. Jaz sem ga že z avtobusa videl. Grem pa seveda tudi do tistega mosta še tamle, pa bom naredil krog. Reka zgleda, da je čista, ker se tudi kopajo noter. Zdaj sem na tem lesenem mostu. Ne vem, ali bi šel kar tle nazaj, ker sem prišel, ali grem tle naprej, pa še na ulico not, glejte, tukaj pa celo še kamp imajo. Bom šel kar tukaj. Drugač pa nisem vam povedal, kakšen fini občutek, ko se stuširaš po 2 dneh
Pa še vam povem, se kar malo navadiš, ne? Ampak pa še. No, drugače vam moram pa še povedati, da ne, čist sproščen pa nisem, ker imam vse stvari gor, mislim vse, prenosnik, ta drug telefon, slušalke, uro pametno, pa še stvari, neč vem, kar nazaj, tle ni neke ulice. Desno, tako sem malo živčen, tako da vidite, tu je pa slabo, če nimaš svoje sobe. No, zdaj pa še z te strani ta lep most, ki sem rekel. Verjemite mi, da je veliko lepš, kot zgleda na sliki, ker ful je sonce neugoden, ful je močno, tako da ni glih čist idealno, ampak je lepo. Drugače sem vam pa še hotel reči, ne, zdaj se je pri nas bencin podražil, ne, da bo skoraj 2 evra, pa se ljudje zgražajo po socialnih omrežjah, ne. Jaz sem dal tukaj za liter vode 4 evre, se pravi, za liter vode sem dal tukaj, kar v Sloveniji, za dobra 2 litra benzina, tako da tukaj so cene nore. Tamle so bile breskve 6 evrov kila pa to. Jaz upam, da bo v Španiji kaj drugače. Vsi, ki so tukaj v tej ulici, lepo urejajo rože, pa sem na parih mestih videl še veliko boljš, pa sam nisem posnel, ne, tako da tole je, imajo kar lepe zadeve. No, tukaj živi ena taka, kot moja mama, čim več, tem boljš. Ampak dobro, tukaj se je za turizem, je se kdo vid, ne. Pri nas pa tu noben ne vid, ne. Pa se mama tu cele dneve matra, pa ni čist nič od tega. Tole je pa malo lepo, tako da to bi mogel pa mesto nekaj plačati, da takole zrihta. Zdaj grem pa še tukaj gor na Citadelo. Sem mislil sicer malo kasneje, ko bo manj sonca, ampak bom kar zdaj šel, ker vidite, so se pa neki oblaki prišli, tako da bi bilo tudi možno kakšen dež, ne. Tako da grem kar pogledati. No, to sem zdaj na vrhu Citadele, tamle je ena lipa, vidite, tam se lepo za vse pa dol gledati, drugače pa dober, no, neki top razgled tudi ni, tako kot pravijo, ne. Zdaj zanimivo, kam bomo šli jutri, po mojem, kaj proti tistem hribam, pa čez, bomo videli. Neč, zdaj pa grem kar nazaj proti apartmaju oziroma proti posli svoji, niti sobi ne morem reči. Sam še nekaj, da vam povem. Za jutri imam slab občutek. Žal imam slab občutek, rad bi mu dobrega, pa imam slabega. Kaj je problem? Problem je, zdaj sem hodil v teh sandalah, pa mi ne paše najbolj. Tako da v tem ne morem hoditi, mogoče, da dam nogavice, to bom še probal. Zdaj une, ki imam Merrell obutu, so fantastične, mehke vse. Ampak v tej vročini ti ful hitro zašvica noga. In pol se žuli takoj naredijo. Takoj, to je pol čist takoj. Pa še problem, mislim, da glih pudra nisem s seboj vzel. Ali pa mogoče sem ga, ker sem nekaj ven dajal, da bo lažje. Tako da za jutri imam slab občutek, tako da gledajte naslednji video, ker tam boste videli, ali sem imel dober občutek, ali sem imel slab občutek. Pa še ta problem imam, da sem še kasneje rezerviral prenočišče, tako da imam 30 km za narediti. Mar bi samo unih 25, pa bila stvar rešena, tako da kaj čem, tako je.